Ahoj! Evo, že dolgo nisem snemala videa, ampak danes sem bila pa v bistvu inspirirana na to, da posnamem video, po pogovoru z eno kolegico, in sicer na temo kajenja in v bistvu kako nehati kajenje, kako nehati kaditi. Jaz sicer nikoli nisem sama kadila, ampak sem zadnjič slišala eno ful dobro metodo za to in sem jo probala za druge stvari in dejansko deluje. Za druge stvari. Naprimer, zdaj govorimo o kakšnih drugih odvisnostih, naprimer scrollanje po telefonu ali pa karkoli drugega, kar bi se radi znebili, ampak ne vemo kako, oziroma je pač nam je težko. In vam bom v bistvu povedala to metodo, ki sem jo slišala. Predtem bi pa v bistvu rada povedala, zakaj sploh ponavadi ljudje kadijo, oziroma zakaj se te navade, zakaj sploh pride do teh navad, ki jih noben ponavadi ne mara, pa se jih hoče ljudje znebiti, pa ne vem kako. In pa zakaj je to težko ponavadi. Ker ne vem, nekatere stvari se enostavno odločimo, pa jih naredimo, medtem ko take navade, kakor je pa na primer kajenje, pa nam včasih pač spodletijo in na primer se ljudje pol ciklajo v nekih takih vzorcih dlje časa. Torej, ponavadi, ko ljudje hočejo kaditi, oziroma ko ljudje kadijo, je zaradi tega, ker bežijo pred nekimi čustvi. Torej, zdaj, kakor sem se pogovarjala z vsemi kadilci, vedno je bilo da imam rutino zjutraj, da imam takrat mir, se usedem, si vzamem cajt, malo sprostim misli, nisem živčen tisti moment, živčna. Torej, v bistvu neki pobeg od naših čustev je. In v bistvu naša čustva niso slaba, ali? Tudi če so, na primer, mi jim pravimo negativna čustva, kot na primer jeza, strah, žalost, nemoč, obup, ta čustva mi rečemo, da so negativna, oziroma čustva nizke vibracije. Vse okoli nas je vibracija, pač to jaz verjamem in tudi dokazljivo je, v bistvu je potrjeno, je dokazano, da smo mi in vse okoli nas energija, oziroma ima določeno vibracijo in tudi naša čustva imajo določeno vibracijo. In čustva nizke vibracije so negativna čustva, jim rečemo mi. Torej jeza, strah, žalost. In ponavadi se ljudje takih čustev hočejo izogniti, ampak ta čustva delujejo tako kot smerokaz. Na primer, na avtocesti je fajn, da imaš smerokaze, ne? Ker če ne boš vedel, kje si, in če ne veš, kje si, tudi ne moreš vedeti, kam hočeš. Torej, kako od tu, kjer si, prideti tja, kjer želiš. Torej, od točke A do točke B. Če nimaš smerokaza, si izgubljen. In zato je fajn vedeti, kje si. In tukaj pridejo prav naša čustva, torej negativna čustva. Ponavadi, jaz jim bom govorila negativno, no, pač ker je lažje tako razumeti. Ampak niso negativna, so zelo fajna čustva, da jih imamo, ker če ne bi vedeli, kje smo. Torej, nam dajejo navodila, v katero smer moramo iti. Torej, ko čutimo negativna čustva, je ponavadi to zaradi tega, ker smo na neki točki, ki nam ni všeč, ali pa ne. Smo v službi, ki nam ni všeč, ali pa nam ljudje okoli nas niso všeč, nas nekaj moti, ne vem, se kregamo konstantno z njimi, se ne razumemo dobro z našimi prijatelji, oziroma se kregamo s prijatelji, v družini imamo kakšne konflikte, torej delamo službo, ki nam ni všeč, se slabo počutimo glede naših financ trenutnih, ali pa ne vem, glede zdravja, se slabo počutimo zaradi našega zdravja, smo v skrbeh zaradi našega zdravja, nas je strah, kako pa kaj. To so vsa negativna čustva, spet pod narekovaji. In v bistvu si ponavadi ljudje to lajšajo s tem, da začnejo kaditi. Torej, zato, da pozabijo na to, kar jih tisti moment jezi ali pa skrbi, prižgejo čik in kadijo, ker jim to da tisti moment olajšanja. In zaradi tega je toliko težko se odvaditi, ker ljudem je to ratala neka rutina, ki jo imajo zjutraj in pač, ne vem, tako kot je rutina, da si zobe umivaš, če jih ne boš si enkrat umil zvečer, ti bo čudno, pač čudno ti bo, ne vem, kot da nekaj ti manjka. In če na primer se to navadiš s cigaretami, kar se dejansko pač, če to delaš, ne vem, zjutraj ob kavi,
ali pa ne vem, vsako jutro ob kavi, ali pa ne vem, vsakič za pauzo, ko imaš na primer v službi, ti rata to rutina. In ta rutina, na primer, te pripelje do nekih trenutnih boljših občutkov. Naprimer, da si tisti moment, ko daš možgane nekam drugam, nisi v stresu, nisi v jezi, nisi v strahu, nisi v skrbeh. Skratka, se počutiš za moment boljš. Ampak problem je v tem, ker pač vedno prideš nazaj, da pol na koncu je škodljivo za tvoje zdravje, se sekiraš, skratka si v takem začaranem krogu. Za tisti mali občutek sreče oziroma zadovoljstva oziroma omame, ker niti ni sreča pa zadovoljstvo, ampak je samo omama, ker pač pozabiš na svoje čustva. Za tisti moment je malo boljš, potem je pa še slabš in je tak jojo efekt. In tega v bistvu se pač, to bi bilo fajn, da se znebite, a ne? Ker konec koncev, zakaj hočejo ljudje nehati? Zato, ker se, ne vem, počutijo slabo, ker nočejo kaditi, ker jim čiki smrdijo, ker hočejo biti zdravi. 100 različnih načinov. In če gledaš ta video, verjetno pač se hočeš znebiti kajenja, če ne ga ne bi gledala. Skratka, kot sem rekla, nočemo se znebiti slabih čustev oziroma negativnih čustev, hočemo, da so nas smerokaz. In zaradi tega se je težko znebiti kajenja. Ker se hočemo znebiti čustev, hočemo v bistvu potlačiti čustva, v bistvu jih zatremo. In če ne boste dali neke dodatne stvari zraven, naprimer, da se odločite, da ne boste nehali kaditi, probate tisto metodo, ki vam bo predlagala. In kaj zdaj? Še vedno ta čustva negativna ostanejo, ne vem, stres zaradi službe, kaj pa zdaj? Ker tega niste dali stran in kar naenkrat ste preplavljeni, overwhelmed z čustvi, ki ste se jih prej kakor toliko učinkovito izogibali z kajenjem. In prvo kot prvo je prepoznati fajn, zakaj sploh pride do teh čustev, če je na primer to res stres zaradi službe, a ste mogoče v tistem momentu pripravljeni zamenjati službo. To je pač res to je pač res, ne bom rekla ekstrem, ampak neka večja odločitev, ko včasih pač potegne marsikaj in se pač za sabo in se ne morete kar tako privoščiti. Ampak lahko pa na primer neko manjšo stvar naredite. Če na primer mi ni všeč to pa to, a lahko na primer kje na sebi spremenim, da bom se boljš počutila na tem šihtu. Karkoli pač si najdete. Ampak to je že drug video. Torej, fajn je najti si nekaj, da vam bo dajal boljši občutek, bolj zdrav, boljšo stvar, bolj zdravo za vas, kot je na primer kajenje. Ampak da vam bo olajšala zadevo. Ali je to pač, skrajna stvar menjati šiht, iti v nek drug kolektiv, ali pa ne vem, zaradi plače pač probati prositi za povišico, ali je pač to, ne vem, iti na WC pa pomeditirati za 5 minut, ali pa, ne vem, iti na čaj pa 2-krat predihati, preden greste nazaj. Ali pa, ko greste iz šihta, greste še zraven na polurni sprehod, pa se bolj počutite zaradi tega. Primer. Pač zdaj vam dajem primere, ampak vi boste sami najdli, kaj vam najbolj odgovarja. In zaradi tega, ker boste zamenjali slabo navado, kot je kajenje, z nečim boljšim, bo to lažje, bo to bolj sustainable, torej trajno. Ja? Ker če boste samo nehali kaditi, čustva bojo ostala, oziroma prišla nazaj, tiste, ko ste se jih izogibali, ker naenkrat boste čutili vse, kar ste se izogibali, in boste še bolj pod stresom. Še slabše vam bo. Ja? Zato tudi pač najdete neko zamenjavo. Zdaj pa, kako se lotiti kajenja? Tako, kot sem rekla, ponovadi se lotijo ljudje kaditi ali pa scrollanja po telefonu ali pa gledanja kakšnih butastih YouTube kanalov, videov na YouTubu po par ur, zato ker se hočejo losati nekih slabih občutkov, ki jih imajo. In kaj v bistvu temu naredimo? Gremo ven iz tega trenutka, gremo ven iz sedanjosti in probamo narediti omamo zase. Torej, probamo pobegniti pred občutki, ki jih imamo, torej negativnimi občutki. In torej, ugotovili smo, da negativna čustva niso slaba, so smerokaz. In
rešitev za kajenje je pa, da tisti moment torej, da ste prisotni v telesu. Kaj pomeni prisotnost? Da res uporabite vse čute in da niste z mislimi v prihodnosti, kaj še morate danes narediti, kaj morate še doma, kaj je še vaša naloga za danes, pa niste v preteklosti. Torej, to se je zgodilo prejšnji teden, to je bilo takrat pa takrat, na tega sem še jezen, na takrat pa takrat. Torej, da niste v prihodnosti ali preteklosti, ampak da ste zdaj, tukaj v sedaj. In torej, ko boste naslednjič prijeli cigareto, gremo zdaj na to metodo. Ko boste naslednjič prijeli cigareto in se odločili, da boste kadili, boste popolnoma zavestni vsakega giba, ki ga naredite. Torej, primete škatlico ali pa kutijo z tobakom, karkoli pač uporabljate, ali pa ajkosa. Primete škatlico, se zavedate škatlice, jo pogledate, vidite ono grozno sliko gor in res si vzamete trenutek, da jo vidite, pa da jo občutite. Primete ven cigareto, čutite cigareto v rokah, jo povohate, jo pogledate, jo date v usta, jo okusite v ustih, kako je v ustih, ja, kakšen okus ima, kakšno teksturo ima, kaj občutite, kaj imate v tistem momentu v ustih. Prižgete cigareto, si prav vzamete čas, da prižgete, naredite prvi dim, si sledite svojemu dihu oziroma temu dimu, ko gre v vaša pljuča, si predstavljate, kako gre v vaša pljuča, občutite ta vonj, občutite ta okus, si predstavljate, kako gre ven iz vaših pljuč, dejansko pač mu sledite. In to naredite za vsak vdih in izdih oziroma vsak dim, ki ga boste naredili. Torej, popolnoma zavestno, popolnoma prisotno v trenutku. In danes, ko sem to razlagala tej kolegici, je bila njena ta prva reakcija, že ko sem samo rekla, primeš čik, pa si ga predstavljaš, kako ga imaš v roki, oziroma si ga fokusiraš na njega, je bila njena reakcija ta prvo gnus in fuj, pač meni cigareti smrdijo, ampak nočem nehati, ker mi to predstavlja neko olajšanje. Ampak zato pač tudi ne pravim, ne nehati takoj, dajte kaditi nekaj časa tako. In dejansko, verjetno večini cigareti niso užitek, niso sam cigaret, ti ni fajni, ti ni dober, pač ti je za nič. In zato, ko boš prvič to naredil, drugič, tretjič, četrtič, petičik, pri 10. čiku do polovice, ne vem, če boste prišli, pa bo konc. Ker bo oh my god, kaj jaz delam? Oh my god, kako nagraužno. Mogoče ne bo ta prvi cigareta, ne bo ta druga cigareta, mogoče ne bo prvi dan, drugi dan, ampak verjetno pa v roku parih dni vam bo toliko nagraužno, da ne boste tistega cigareta prijeli nikoli več. In isto, na primer, za telefon, isto. Probajte biti res zavestni, kaj delate, se zraven mogoče tudi vprašati vprašanje, kaj to zdajle dela z mojimi pljuči, kaj to dela zdajle z mojimi dlesnimi, z mojim jezikom, z mojimi čutnicami na jeziku. Tako da ja, prosim, da v komentarje spodaj napišete, kako vam je šlo, da tudi drugi vidijo vaše komentarje, kako vam je šlo. Če vam je uspelo, da motivirate druge, ker na koncu koncev vedno se pač najboljš med sabo motivirate, ko prebereš uspeh nekoga drugega, pa si tako, wow, bravo, ratalo mu je. Pa dajmo probati skupaj, da nam rata to prekiniti. Ker vem, da marsikdo bi rad nehal kaditi, pa se cikla v krogu, pa mu ne gre. Tako da, evo, to je bila metoda, ki se mi je zdela briljantna in jaz sem jo probala, na primer, z scrollanjem po videih in ja, dejansko se zavedaš, ko se ustaviš in si vzameš čas, kaj zdaj delam, spremeni tvojo percepcijo, dojemanje in ti da tudi čas za premislek in refleksijo, da nisi v utopelem stanju. In pa tako, kot sem rekla, najte si neko drugo
nadomestilo, ki je zdravo temu kajenju, oziroma v končni fazi vam želim, da tudi pogledate v ta čustva, zakaj so tam, kam vas usmerjajo, kam vam kaže ta smerokaz in mu sledite. Ker konec koncev vsi si želimo biti srečni in ta smerokaz nas samo usmerja stran od tam, kjer se ne počutimo v redu, proti sreči. Tako da, to si pa želim za vse vas. Evo, upam, da vam pomaga, prosim napišite v komentar, pa se vidimo. Čau!